Izraelski šekel je vse močnejši, vendar za mnoga izraelska podjetja ta moč postaja vse večji problem. Dolar je zdaj prvič po več letih padel pod 3 šekle, kar pritiska na izvoznike in še posebej na izraelski visokotehnološki sektor, kjer podjetja zaslužijo v dolarjih, plače pa izplačujejo v šeklih. Poslovni voditelji opozarjajo, da bi se lahko, če se ta trend ob naraščajočih stroških dela in revoluciji umetne inteligence nadaljuje, nekatera podjetja preselila v tujino ali celo popolnoma propadla. Novinarka Adi Cohen z naše sestrske hebrejske televizije ima več v tem prispevku. Pod valovanjem konflikta z Iranom in ostrimi nihanji na ameriških borzah se dolar ta teden umirja v primerjavi s šeklom, z novo vodilno številko 2, ki pretresa ne le trge, ampak tudi izraelsko gospodarstvo in motor, ki ga poganja. Večina podjetij prodaja v dolarjih, izvažajo, medtem ko plačujejo plače tukaj v državi v šeklih. Kot vemo, plače ves čas rastejo in ko prodajaš v dolarjih, dolar pa ves čas pada, se dobičkonosnost zmanjšuje. Celoten visokotehnološki sektor je v nevihti, tečaj dolarja povzroča veliko škode in pravzaprav vsak, ki prodaja v dolarjih in plačuje stroške v šeklih, je zaradi tega dogodka zelo prizadet. Kot sektor, ki se zanaša na izvoz storitev v tujino in je izjemno ranljiv na valutna nihanja, izraelski visokotehnološki sektor že nekaj časa močno trpi zaradi nizkega tečaja dolarja. Posledice pa se že začenjajo čutiti na terenu. Če se bo tečaj dolarja ukrepil in bomo videli razlike med šeklom in dolarjem, podjetja pa ne bodo uporabljala obstoječih instrumentov finančnega varovanja, bomo v visokotehnološkem sektorju priča popolnemu zlom temu področju. Vendar bomo videli dva pojava. Ali bodo podjetja zaprla svoja vrata, ali pa ne bodo imela druge izbire, kot da svojo delovno silo in večino dela z podizvajalci prenesejo v tujino. Izraelec stane na mesec več 10 000 šeklov. Če vzameš celo ekipo, to pomeni milijone šeklov na leto, medtem ko njegov kolega iz Ukrajine, Poljske ali Argentine lahko stane med 40 in 60% manj. Tako je, na leti ravli to zelo pomembno. Na stičišču nizkega tečaja dolarja in revolucije umetne inteligence nastaja pravi potres. Ti dve stvari, bodisi da bo dolar ostal na isti vrednosti ali da bo padel, sta za visokotehnološko industrijo nasploh pogubni. Podjetja preprosto sprejemajo odločitve. In tako kot visokotehnološka industrija zna delovati hitro, že sprejemajo odločitve in jih izvajajo. Moč zaposlovanja v zadnjih mesecih ni le posledica tega, da bo dolar ostal, temveč tudi vsega, kar se dogaja okoli revolucije umetne inteligence. Zaposleni bodo morali razumeti, da ne morejo prejemati zelo visokih plač, medtem ko obstajajo cenejše alternative, če ne prinašajo neke dodane vrednosti. Od začetka leta je dolar v primerjavi s šeklom upadel za 9% in za 19% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Če se bo trend nadaljeval, bo situacija še posebej katastrofalna za izraelsko visokotehnološko industrijo. Nekateri bi rekli, da gre za pravi smrtni udarec. Mislim, da bi morala Banka Izraela posredovati, morda postopno posredovanje. Obstajajo tudi rezerve, s katerimi lahko Banka Izraela posreduje, vendar mora tukaj posredovati država. To ne more trajati naprej. Mislim, da bi morala Banka Izraela že zdavnaj posredovati, pa tega še ni storila. Se je veliko podjetij, ki jih prizadene nizek tečaj. Mi v Združenju za visoko tehnologijo najprej pozivamo guvernerja Banke Izraela in ministra za finance, naj spregovorita in dasta glas vsem. Njihovo trenutno neukrepanje povzroča največjo škodo. Ne vemo, kaj pričakovati, zelo težko je delati načrte za naprej. Tako se izraelski potrošniki sicer že začenjajo navajati na nov tečaj dolarja. Med izraelskimi izvozniki in podjetji v visokotehnološkem sektorju pa narašča nezadovoljstvo. In z njimi tudi pritisk na Banko Izraela in odločevalce v Jeruzalemu naj nehajo stati ob strani v nečem, kar se ne zdi le še en minljiv dogodek, temveč morda začetek gospodarskega zloma.